je znana že v posameznih občinah, tako smo potem tudi na podlagi razprave v varnostnem sosvetu odločili, da pristopimo k uvedbi videonadzora na javnih površinah oziroma občinskemu svetu predlagamo samo uvedbo videonadzora na javnih površinah. Glede na občutljivost same zadeve in seveda tudi na podlagi veljavne zakonodaje smiselno k temu pristopiti pač previdno oziroma tudi z čim širšo informacijo v javnosti, tako da smo pozvali najprej policijsko postajo Brežice, da v duhu izvajanja nalog, ki jih ima občina Brežice kot lokalna skupnost, predstavi, katera so tista področja, kjer sami prepoznavajo smiselnost uvedbe videonadzora s ciljem zagotavljanje višje stopnje varnosti naših občank in občanov ter zaščite premoženja. Tako da smo se strani policijske postaje prejeli 15 lokacij, za katere so tudi opredelili, kakšna kazniva dejanja oziroma prekrški z področja vandalizma, kršitve javnega reda in miru se dogajajo na teh lokacijah. Zdaj mogoče vas bo zmotilo, ker v gradivu dejansko vidite 13 lokacij, ker so posamezne lokacije, kot na primer križišče pri Blagovnici, štete v različnih smereh in smo jih v gradivu že povezali. Naš predlog za sklepom, ki vam ga danes dajemo v razpravo in pa predlagamo sprejem, pa je, da ne sprejmete takoj sklepa, da se uvede videonadzor na teh površinah, temveč da v tem sklepu predlagamo, da se pristopi k postopku za uvedbo videonadzora in sicer na način, da po sprejemu in uveljavitvi sklepa, to je z jutrišnjim dnem, opravimo tudi javno razpravo in predstavimo javnosti v 15 dneh te površine, ki jih je policija predlagala, in vprašamo, ali so še katere od drugih površin, ki bi javnost želela, da v bistvu se uvrstijo na ta seznam in da potem te površine obravnava varnostni sosvet ter naredi končni predlog in da potem pridemo na naslednjo sejo občinskega sveta z sklepom, kjer bodo točno noter že zapisane in za kateri boste potem potrdili točke, na kateri bomo uvedli videonadzor. Se pravi, za sklepom dejansko vi soglašate, da se pristopi k uvedbi videonadzora in s tem postopkom, se pravi, da se opravi dejansko kot neka javna seznanitev, javna razprava o teh lokacijah, da dobimo še lokacije, ki jih naše občanke in občani morajo biti dodatno prepoznavajo, da potem zaradi področne zakonodaje na te lokacije pridobimo tudi odziv policije, preverimo ali so na teh lokacijah kršitve in da potem dejansko pridemo na občinski svet z sklepom z konkretnimi površinami. Tako da predlagam, se pravi, ta sklep trenutno nima dobenih finančnih posledic, uvaja samo postopek oziroma definira postopek in predlagam občinskemu svetu, da pač sprejme predlagan sklep. Hvala, odpiram razpravo, če želi razpravo o tem. Dobro, s tem zaključujem razpravo, ali sem kaj se prvi. Hvala za besedo. Absolutno da, absolutno podpiram to. Imam pa zgolj še en predlog. Na Kravske križišče pri Kapelici, razložitev. Gre za navednici avtocesto med naseljema Krinovgrm in Hrušče in se mi zdi, in tudi grem zadnji den proti Gorici. Tako da se mi zdi to taka smotrna točka, ki bi bilo zelo smiselno dodati na ta seznam. Hvala. Hvala. Naprej je nešto. Podpiram ta predlog. Imam pa en pomislek, in sicer, če me spomin ne vara, sem na tem občinskem svetu govoril o možnostih videonadzora pri eko-otokih, ker pač ljudje delajo zelo po domače, nečejo okrog
In tudi enkrat je bila neka zgodba o dogovoru pri prekarni noč in dan, ker ljudje stojijo in obakrat je bilo nekaj govora o videonadzoru, pa potem je odgovor, da se to ne sme skladati z varstvom osebnih podatkov in tako naprej. Me zanima, a se je zdaj zakonodaja spremenila ali čem je šlo? Hvala. Naprej pa da odložim. Hvala za besedo. Tudi jaz podpiram ta sklep, ki ga je podal, predlog, ki ga je podal komandir prometne postaje Brežice. Bi pa tukaj sam še dodal dve stvari, kar se tiče naše varnosti tukaj, bi kar klepajo ne potem podrazno. Kar se tiče kaznivih dejanj v občini Brežice, ste videli, da je, tukaj so številke zanimive. Število kaznivih dejanj, če malo seštejemo, je letos, v letošnjem letu je 631 kaznivih dejanj, to se pravi 20. septembra, lansko leto celo leto je bilo 618 kaznivih dejanj, to se pravi število kaznivih dejanj leto že večje, pa še 3 mesece do konca leta. Bi pa tukaj še eno stvar poudaril, kar se tiče teh vseh dogodkov v preteklem času. Bil je varnostni svet po tem dogodku na Veliki Dorni, tukaj je bil tudi namestnik generalnega direktorja policije, ki je dejansko obljubil povečanje število policistov zaradi teh vseh dogodkov v naši občini. Se pravi, rečeno je bilo 1.7. v občini Brežice 11 novih policistov. Podatke, ki jih imam tukaj o številu policistov na policijski postaji občine Brežice. 30.6. smo imeli 103 policiste, 1.8. so 2 policista. Se pravi, en policist ima ne 11 policistov več. Zakaj to govorim? Z preprosto zaradi razloga, ker dejansko število kaznivih dejanj se povečuje v Brežicah, aktivnost policistov je odvisno od zasedenosti do dostikrat slaba. Tukaj ne štejemo, bom rekel, prehvala teh državnih meja pa teh migrantov. Bi pa predlagal občini, da povabi na delni sestanek generalnega direktorja policije gospoda Senada Jušiča, ker dejansko določene stvari, kot vidim, zaštekajo na policijski upravi v Ljubljani. Recimo primer naše ograje na reki Bregani. Lansko leto decembra je Bregana odnesla 20 metrov ograje, ki dejansko ta ograja stoji v reki. Policija je v tem obveščena, medijska policijska uprava v Ljubljana, policijska uprava se ne odziva in mislim, da bi bil nujno potreben sestanek z policijsko upravo Ljubljana tukaj pa nas v občini Brežice. In še zaradi teh drugih nekaj kaznivih dejanj, ki se povečujejo, zato je bilo število policistov, ki se tem manj. Hvala. Hvala, Marija Koslatnik. Jaz podpiram ta predlog, sploh veliko Ljuša na ekoloških otokih, na Bizeljskem nasprotju pokolišča, pa mogoče na Brezovici, po Stari vasi, ker tam cele kuhne vidimo. Osobne odpadki so. Potem pa še dodala pokopališča. Jaz ne vem, če zdaj vsodi to zraven na pokopališčih vsega Bizeljskem, mojem verjetno tudi ljudje kradajo stvari, in druge, ljudje se jočajo, pridejo pred 1. novembrom se zrihtajo, pa potem ni nič. Ampak to smo že na Bizeljskem razmišljali, pa nismo nobenega nekega pravega soglasja dobili, če je to možno, zimožno, skratka pokopališča, pa teh prostorih pokopališča. Pa ekološke topi, kot je rekel Ljuša. Hvala. Hvala. Mojca, hvala. Jaz bom povzdela tudi za svetniško skupino kot celoti, seveda pozdravljamo ta sklep, predvsem pa pobudo, da se javno širši seznani s tem in da se tudi aktivno v to vključi občane. Seveda pa, da se poleg teh 15 lokacij predlaganih strani policijske postaje zadeva razširi o ekoloških potokih ne bom, ker se mi zdi, da se bolj ponavljamo. Mislim, da so kar vsi potrebni kamer po celi občini, bi pa samo še dodala območje mestnega parka, parka na Bizeljski cesti pred mostom in pa parka pri Markovi med Bizeljsko in Šolsko ulico, kjer se po pripovedovanju nekaterih občanov tudi kdaj dogajajo stvari, ki se ne bi smele, in tudi v tem delu bi bil video nadzor popolnoma upravičen. Hvala. Hvala, Samo Stanič. Pozdravljeni še v mojem imenu, hvala za besedo. Sicer je gospa Čula že omenila, da zdaj v tem trenutku ta projekt še nima ocenjenih finančnih posledic za proračun, ampak pričakujemo, da bo to res čim prej znano, pa verjetno potem, da bomo tudi razpravljali na naslednjem odboru za finance.
da bomo vedeli, kako nam to koštalo. Sicer pa tudi podpiram ta predlog. Hvala. Hvala, Dražen. Predstavnika zdravstvenih inštitucij v svetu bi predlagala, da se tudi v okolju zdravstvenih zavodov v občini namesti ta video nadzor na javnih površinah, ker gre za kritično infrastrukturo in zdaj tudi obravnavo ranljivih skupin. Hvala lepa. Zdaj treba nekaj povedati, no, mi ne bomo na vse stavbe mogla narediti video nadzor, konec koncev se posebna pravila. Policija je to namenila na kritičnih cestnih, bi rekel, križiščih in podobne stvari, predvsem z namenom, da če pride do kraj, da lažje ugotavljajo, kdo je bil storilec oziroma kdo se mimo vozil. Zdaj, dejstvo pa je seveda, da ali pokopališče ali bilo kdo lastnik si mora pač zagotoviti, kajti konec koncem verjetno tudi ne vem, če imamo to v proračunu, da bomo mi res vse stavne zagotovili. Treba pa tudi povedati, da policija pravi, če ljudje kamere, ljudje manj kraj, vidimo, da kraje imajo v gostinskih lokalih, ki imajo kamere, ki posnemejo, večinoma so to mladoletni otroci, ki se nič ne dogaja. Tako da ne bo to rešilo vsega. Res pa je, da na teh glavnih križiščih bi bilo pa to smiselno narediti tudi z tega vidika, da oni lažje potem ugotavlja policija, kdo se njim odpeljal, čeprav ponovadi to niti ni dokazni material, ampak samo pomaga, da poiščejo še druge stvari. S tem bi jaz zaključil, jaz bi predlagal, da se ta sprejme sklep, do naslednje seje oziroma kdaj bomo to imeli, da bomo prepravili, definitivno pa letos proračune tega tak nijemo, tako bomo morali potrebovati proračuna za dovoljeno sredstvo za potrebo, malo bolj konkretno. Je pa res, da treba ta postopek, tudi mislim, da moramo prijaviti po oblaščenki, moramo posebej imeti določeno, na kak način se bo to gradilo, kdo lahko to gleda spod te posnetke, tako da ni ta stvar nekako enostavno, to lahko vsak. Dobro, s tem je zaključujem to in dajamo sprejme se sklepu seznanitve aktivnosti, sprejme se sklepu postopku uvedbe video nadzora na javnih površinah v občini Brežice. Prisotnice. In pa glasujemo. Ja, s tem zaključujem to točko.